Peter Stevens se je po učni dobi v Antwerpnu in potovanju v Rim zasidral v Pragi, kjer je leta 1594 postal dvorni slikar cesarja Rudolfa II. Na njegovo krajinsko slikarstvo so vplivali številni starejši italijanski in severnjaški slikarji, med drugimi tudi Peter Bruegel starejši, pa tudi sodobniki, zlasti tisti krajinarji, ki so na Rudolfinski dvor prihajali po letu 1600. Stevens se je spoprijateljil z dvema holandskima slikarjema, Rolandom Saverijem in Paulusom van Vianenom. Skupaj so zahajali v gozdove okoli cesarske rezidence in tam iskali navdih za slike. Tako je nastalo tudi Stevensovo delo Gozdna krajina z vodnim mlinom. Pogled na desni vodi mimo krošnje listavca v ospredje, kjer vidimo žanrsko skupino s kmeti, ki prihajajo k mlinu. Na levi strani kompozicijo razgiba deroča voda iz mlinskega žleba. Kuliso sprednjega, večinoma osenčenega plana zamejujejo mogočni iglavci, skozi veje katerih mestoma pronica svetloba. Ta pada z leve strani in ožarja dogodek v ozadju, v ogradi. Ne moremo natančno razbrati tega dogajanja. Vidimo le morda 3 figure in 2 živali. Ker vidimo pramene sončne svetlobe, ki ne žarčijo iz središča osvetljene, zastrte krogle, se porodi misel, ali nista morda na nebu sonce in luna. In se v ozadju odvija kak pomenljivejši dogodek. Na to bi kazale tudi številne ptice, ki vzletajo nad krošnjami in krožijo nad drevesi. Ne glede na vsebino, lahko na sliki občudujemo mojstrsko slikanje krajine in svetlobnih atmosferskih učinkov.